Navtični vikend na Rogli. Za mano na novinarski konferenci so tukaj prisotni gospod Bojan Podkrajšek, podžupan občine Slovenske Konjice, gospod Ivo Eškinja, direktor turistične zajednice Biograd na Moru, gospod Ivan Čupič, direktor LAK, Laura, Biograd na Moru, na moji desni predsednik turističnega društva Slovenske Konjice Ervin Jančič. Naprej predstavnik Nautic Klub Rogla in Lions Kluba Slovenske Konjice in član organizacijskega odbora Stanko Kolar, potem Damjan Pečovnik, predsednik Nautičnega kluba Rogla, Tjaša Kangler, vodja TIC Slovenske Konjice in gospa Urška Firer, vodja TIC Zreče. Nekje vmes se nam bo pridružil tudi gospod Vojko Korošec, predstavnik podjetja Unitur. Še enkrat hvala lepa, da ste se udeležili današnje novinarske konference, na kateri želimo ob poplavi, žal poplavi prevečkrat novic negativnih o kakršnikoli različnih sporih med Slovenijo in Hrvaško, vemo v današnjih ali pa v tem tednu so zopet podobne novice, predvsem žal negativne, prodrejo v slovensko javnost, predstaviti ravno obratno, pozitivno novico, novico o več kot 30-letnem prijateljstvu med občani in občankami občine Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in občine Biograd na Moru. Naj spomnim, da sta takrat to prijateljstvo kot predstavnika turističnih društev začela gospod Jože Fideršek, takratni predsednik konjiškega društva, in gospod Ivo Eškinja, in da sva jo obudila pred sedaj že 3 leti, takrat skozi projekt Evropske komisije z gospodom Ivanom Čupičem. Mene veseli, da nam je uspelo po parih projektih, ki smo jih v zadnjem letu skupaj uspešno izpeljali, pripeljati tako daleč, da lahko jutri napovedujemo prvi navtični vikend na Rogli, in v sklopu tega dajem besedo predstavnikoma Nautic Kluba Rogle, Nautic Klub Rogla, Stanku Kolarju in predsedniku Damjanu. Naj poudarim, da v bistvu to prijateljstvo med mestoma Konjice in pa Biograd na Moru je mogoče na neformalni ravni potekalo pa tudi ves ta čas zelo intenzivno, saj smo v bistvu mi kot predstavniki Nautic Kluba Rogla, jadralci, našli Biograd na Moru kot naše izhodišče za v glavnem večino naših udejstvovanj, v zadnjem času tudi predvsem tekmovanj, ki jih organiziramo v Dalmaciji. Hkrati pa poskušamo zanemarjati tudi slovenskega morja in pa jezerskega jadranja. In tole je zdaj ena od priložnosti, da tudi naše prijatelje iz Biograda povabimo na naše nautično srečanje, ki bo pa tokrat nekoliko drugače oziroma zelo drugače, kot smo vajeni na 1500 metrih nadmorske višine na Rogli, na akumulacijskem jezeru na Plani na Rogli. Zadeva je zanimiva zaradi tega, ker v bistvu našim prijateljem po Sloveniji in pa tudi na Hrvaškem velikrat pojasnjujemo, da smo mi Nautic Klub Rogla, ker vsi Roglo poznajo po smučanju, da to ne gre skupaj z jadranjem oziroma da je to nekaj pač posebnega. Pa nas vedno sprašujejo, če se vozimo mogoče po mašinžagi z barkami in kaj podobnega. In zato smo tudi izkoristili priložnost, pa smo eno kratko reklamo posneli na Radio Rogla. Ta Rogla se veliko pojavlja v našem besednjaku zadnje čase, imamo Radio Rogla, imamo Nautični klub Rogla in pa Smučarski center Rogla. In nekako smo se odločili, da to sinergijo teh možnosti, ki jih pač kraj in pa naša različne udejstvovanja ponujajo, poskušamo združiti v enem dogodku, ki smo ga poimenovali Nautični vikend na Rogli. Praktično to pomeni tekmovanje v soboto in pa potem tudi eno dalmatinsko večerjo z gosti iz Biograda, z klapo Lanterna, ki jo bomo priredili tokrat v termah v Zreče, tukaj na tej lokaciji. Lahko bi bila pa tudi opcija, da je bodoče, da naredimo vse na Rogli. Skratka, tekmovalni del tega dogodka je namenjen druženju ekip, posadk in pa krmarjev, ki bojo sodelovali na 2 regatah, ki jih 2 kluba, 2 društvi organizirata
v Dalmaciji in boste tokrat resnično imeli izhodišče v Biogradu in boste večino časa tudi preživeli v Biogradu na Moro. To sta v bistvu regati kot 10. Konjičanka, tradicionalna, ki doživlja v letošnjem letu svojo 10. ponovitev, in pa 6. Lions Rally, ki je pa humanitarna regata. Skratka, jaz bom predstavil še nekoliko več regato 6. Lions Rally, o 10. Konjičanki bo pa več povedal predsednik našega kluba Damjan Pečovnik. 6. Lions Rally ima tokrat svojo izvedbo v Biogradu na Moro. Prijavljenih je 15 posadk z okoli 120 udeleženci, ki bodo nekako 3 dni preživeli v Dalmaciji z potepanjem po teh otokih blizu Biograda na Moro, to je Pašman in pa Ugljen. In bo v svojem zaključku se tudi pridružil prireditvi Gastronomski stok, ki ga organizira Biograd na Moro tradicionalno. Takrat pričakujemo tudi goste iz Konic in pa iz Reč in pa partnerjev v projektu, ki si bodo lahko ogledali to prireditev naših kolegov iz Biograda na Moro. Hkrati bodo prisostvovali zaključku naše regate z podelitvijo priznanj in pa najboljšim skiparjem te regate. Humanitarni namen letošnje regate je precej ambiciozen, nekako se navezuje tudi na zreško področje. Poskušali bomo pomagati Suzani Špile tukaj iz Reč za nakupom pripomočkov za slepe in slabovidne. To je, kar se tiče regate kot predregatnega srečanja za regato Lions. Sama regata na Rogli bi pa naj potekala nekje od 1 ure pa do 5 ure popoldne. Po preizkusu akumulacijskega jezera na Rogli v nedeljo smo se odločili, da bi izvajali neke vrste match race, odvisno tudi od samih pogojev, ki bo jutri na Rogli, in sicer v krogih na izpadanje. Pričakujemo okoli 40-45 prijavljenih posadk oziroma skiperjev, ker govorimo o tekmovanju v barkah monosedih. To so barke, ki so sicer stacionirane na Bohinjskem jezeru in so v upravljanju kluba Biograd Bohinj, katerim se zahvaljujem za pomoč pri posoji teh plovil, ki bi verjetno lahko še kdaj našle mesto na Rogli in bi se še mogoče kdaj vrnili sem. Mogoče pa naredimo celo izhodišče oziroma našo matično marino tukaj na Rogli. Skratka, barke so monosed, se pravi tekmuje samo en človek, krmar, upravljajo se na pedala, na noge, z jadri se pa upravlja ročno. Mislimo, da v bistvu bi lahko izvedli, glede na preizkus, klasični match race v 2 krogih, na izpadanje prvo 20 krogov za 40 posameznikov in potem do finala na izpadanje. Nekje prireditev bi naj bila zaključena okoli 5. pol 6. ure. Po sami prireditvi takoj oziroma tekmovanju sledi razglasitev rezultatov in pa en pomemben dogodek, kar je žrebanje bark za regati v Dalmaciji. Bark na Konjičanki bo malo več, to pomeni, da bo treba okoli 30 žogic izžrebati iz bobna, na Lions Rallyju pa okoli 15. Tako da to je, kar se samega dogodka na Rogli tiče. Če je kakšno vprašanje na to, sicer pa predajam besedo naprej Damjanu, ki bo pa predstavil 10. Konjičanko. Hvala lepa za besedo. Veliko stvari je že v bistvu Stanko povedal, ki je istočasno član tudi Navtičnega kluba Rogla. Letos moramo reči, da je jubilejna 10. Konjičanka in se na nek način, ko se ljudje sprašujejo Navtični klub, ime Navtičnega kluba Rogla, dejansko žreb letos izvedli oziroma bomo izvedli na Rogli sami, tako da dejansko se nekako sovpada ime in z dejanskim prireditvenim prostorom. Zanimivo je tudi, ko smo prijavljali tole prireditev, so se ljudje dosti čudili, kje bomo in na kak način bomo izvedli regato na samem akumulacijskem jezeru. Tako je že Stanko rekel. Jaz upam, da nam bo jutri tudi v tem smislu vreme služilo, da bomo lahko izvedli tudi prvo, ki verjetno sem prepričan, da bo postala tradicionalna
regata na tem akumulacijskem jezeru. Dejansko v zaključku tega meseca 26. do 29. imamo predvideno 10. jubilejno regato Konjičanka 2012 in to je zdaj v bistvu zaključna faza, kjer bomo tudi izžrebali štartne številke plovil. Letos bo izvedba regate potekala v akvatoriju Biograda na Moru in tudi tu je neka naključno, da smo dejansko letos pristopili k sodelovanju z županjo Biograd, da se v tem dogodku tudi tule srečujemo. Kot pretekla leta smo tudi letos pridobili oziroma je na štartu prijavljenih 30 jadrnic in sicer letos bo tekmovalo 11 jadrnic Elan 350, to je čist najnovejša flota iz leta 2012, bojo na nek način krščene z našo regato, ostalih 19 jadrnic je pa že vsem poznanih, to so model tudi preizkušen 340. Odkot ideja, pa mogoče kaj tisto glavno, kar se bo dogajalo? Nautic Klub Rogla je dobil ime pred časom, ko smo se prijatelji, kolegi pogovarjali, na nek način bi naše druženje še intenzivirali. Smo rekli, da bomo ustanovili klub. Pa je bilo vprašanje poimenovati klub, pa smo rekli, ne bo Rogla, ker tujcem je tukaj, glede na naše lokalne posebnosti, Rogla verjetno najbolj poznana. Zato smo se pač odločili za to ime. In to ime se je izkazalo za pravo ime. Res pa je, da so nas vedno sprašvali, kje na Rogli se da pa jadrati. Pa doslej še nismo imeli pravega odgovora za to. Tokrat je pa zdaj se pojavila prilika, ideja je bila na mesto, pa tudi dejstvo je, da se je akumulacijsko jezero na Rogli zgradilo pred kratkim, ni zdaj 110 let. In smo rekli, da bomo poskušali izkoristiti možnost jadranja na Rogli v razredu Mini 12, to so male jadrnice, dolžine okoli 3,5 metre, monosedi. In s prijatelji iz Bohinja smo se dogovorili za izposojo teh bark, sicer redno hodimo tudi njim v goste in smo te barke zdaj pač se odločili, da jih peljemo na Roglo in naredimo ga regato. Izkazalo se je, da je bila ideja dobra, ker vprašanja se tudi lokalno pojavljajo, kje na Rogli se da pa jadrati in tudi veliko domačinov ne ve, da je na Rogli precej veliko akumulacijsko jezero, kjer to lahko naredimo. Tradicionalno pred našimi regatami, ki jih delamo v okviru kluba in pa tudi še Lions kluba Konjice, organiziramo predregatna srečanja skiperjev in pa posadk, da se malo spoznamo, da se pač pripravimo na te regati, ki sta konec meseca maja in začetku junija. In tokrat je dala beseda in smo to naredili na Rogli. Se pravi, Nautic Klub Rogla organizira na Rogli prvi nautični vikend na Rogli in bo jadral v klasi Mini 12 na Rogli, bo jadralo okoli 40 do 45 krmarjev obeh regat. To je ta ideja in zdaj je pa stvar vseh turističnih delavcev v lokalnem okolju, da to idejo poskušajo skomercializirati do te mere, da bo kraj, da bomo mi kot nautiki in pa naši gostje iz Biograda na Moru pač poskušali narediti čim več, kar se da narediti v danih okvirih.